V studio danes prihaja kandidatka za poslanko, ki na tokratnih volitvah sodi med mlajše. Pred mladimi poslanci novega sklica parlamenta je jasna dilema: povezovanje preko strankarskih plotov ali slepo sledenje navodilom svojih političnih central. Poti do korenitih sprememb so tokrat odprte. Urša Kveder, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Lepo pozdravljeni. Dajte nam povedati, zakaj se pravzaprav podajate na volitve? V bistvu želim, da pride v parlament en mlad, močan glas, ki bo v bistvu pokazal, da zmoremo tudi mladi marsikaj v parlamentu storiti. Da nimamo samo praznih obljub, ampak da res lahko nekaj storimo. Bolj kot v teh krajih ste znani na obali, tam tudi stanujete. Zakaj ste se odločili, da kandidirate tukaj v predalpskem svetu? V bistvu me z Idrijo povezuje že srednja šola, kjer smo večinoma delali sošolkami predstavitev idrijskega in cerkljanskega. In vem, da je tle tudi velik problem na stanovanjskem področju. Mladi se odseljujejo, ker nimajo priložnosti. Tako da želim ta glas, oziroma da je močan glas v parlamentu tudi za Idrijo. Za vas smo pripravili nekaj kratkih vprašanj, pa jih poglejva. Velik problem vidim na področju stanovanj za mlade, vedno večji davki, podjetja se zapirajo, ljudje ostajajo brez zaposlitev. Vidim problem tudi, tle imamo recimo pod UNESCO-vo zaščito tako idrijsko čipko kot rudnik živega srebra, ni dobro izkoriščeno, na področju turizma bi lahko še veliko tudi naredili, prometne povezave z Goriško regijo in z Ljubljano, tako da je marsikaj za storiti. Da bi se bolj vlagalo v bistvu v dejansko problematiko, tam, kjer lahko kaj naredimo, ne pa v brezvezne storitveno. Veliko denarja gre za brezvezne stvari. Že s tem, sicer vem, da se večinoma ne bojo strinjali, obdavčitev dodatnih nepremičnin. S tem bi verjetno tudi veliko ljudi se odločilo za prodajo stanovanj, kjer bi lahko prišli, oziroma občina bi lahko komot najela ta stanovanja in jih oddajala mladim, družinam z manjšimi otroci in z gradnjo novih socialnih stanovanj. Res je, tukaj bi mogli poslanci stopiti skupaj in pritisniti na to, da bi se zgradilo boljša povezava z Goriško regijo in Ljubljano. Zagotovo pa tudi železnice, če bi bila le opcija, da se čim prej spelje neka železnica, da bo pot do Idrije tudi lažja. V bistvu več finančne pomoči in finančno pomoč namenimo res ljudem, ki jo potrebujejo, oziroma za zaščito območja, ne pa da gre preko 101 drugih institucij, kjer se pol ta denar izgubi. Mi temeljimo predvsem na zdravstvu, menimo tudi, da bo to en referendum o zdravstvu, poleg parlamentarnih volitev, potem pa tudi gospodarstvo, sama se pa najbolj zavzemam za vzgojo in izobraževanje. Tudi mi pri Demokratih Anžeta Logarja se s tem strinjamo. Čim manj davkov in čim višje plače in tudi SP-jevce, da se razbremeni. Zdaj je že skoraj 800 evrov, samo da lahko imaš ti en SP. Tako da je treba razbremeniti delavce, tudi recimo ljudje, ki so na socialni pomoči, bi jih bilo treba vključiti in v zdravstvo, ker je pomanjkanje kadra, in v javna dela, tako da bi lahko zagotovili, da bi naša država lepše in lažje funkcionirala. Ja, v naši stranki Demokrati Anžeta Logarja imamo veliko strokovnjakov, ki so predvsem zdravniki, imamo tudi zobozdravnike.
Predvsem največji problem vidimo v tem, da se deli javno in zasebno zdravstvo in da se v javnem zdravstvu naredi premalo, ko delajo pa isti zdravniki popoldan, pa je zaslužek zelo velik in tudi veliko več ljudi sprejmejo, kar bi mogli nekako spremeniti ali ukiniti, ali da delajo samo zjutraj, ali ne morejo biti na 2 stolčkih, po domače povedano, in na enem ne delati, na drugem pa se izkorišča to. No. Sama oziroma v stranki Demokrati Anžeta Logarja bi nevladne organizacije v bistvu financirali te, ki delajo res za dobro ljudi, da dobijo vsi recimo enak znesek, Rdeči križ določeno, isto Karitas, isto gasilci, medtem ko drugi, ki pa so za lepo videti, pa pač se bi mogli drugače znajti. Ali da bi se jim dajalo kakšne procente dohodnine, če ljudje vidijo potencial v njih. Tako. Definitivno javno zdravstvo, ampak predolge čakalne dobe nas ponavadi pošljajo vedno k zasebnikom. Tako da to bi mogli urediti, kot sem že rekla, da se zasebnike potem omeji. Da. Da. Urša Kveder, jaz se vam lepo zahvaljujem za obisk v našem studiu. Hvala za ta pogovor. Na volilno nedeljo pa vam želim dober rezultat. Najlepša hvala. Hvala tudi vsem, ki ste si vzeli čas in poslušali intervju do konca. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.